Živijo, Klara! Pozdravljeni, otroci! Kam pa ti danes potuješ? Nikamor. Kako da ne? Zakaj pa imaš potem kavček? To je Kamišibaj. Kamišibaj? Ja, in z njim bova danes pripovedovali zgodbo o krompirjih. Ker so se ravno približevali božični prazniki, sta se Jan in mama odločila, da bosta pripravila slastno večerjo za babico in dedka. Bož! Joj, pečenka se smodi! Ampak veste kaj? Naš Jan je pravi kuharski mojster. Zato se je domislil, da bo babici in dedku pripravil kar zelenjavne zrezke. Ja, te ima on najraje. Ampak veš, nekaj še je manjkalo. Ja, nekaj sladkega. Zato sta se odločila, da bosta pripravila slastno jabolčno pito. Mama si je hitro nadela predpasnik. Jan je hitro stekel po jabolka in začela sta kuhati. So se vile vonjave po pečenih zelenjavnih zrezkih, rižoti zelenjavi, jabolčni piti, le še dve jedi je bilo potrebno pripraviti, pečen krompir in pire krompir. Nato pa se je iz mize zaslišal nenavaden glas. Krompirčki so spregovorili in Jan jim je prisluhnil. Kako ti je ime? Je vprašal na rezine narezani odmrzeni krompirček. Andrej sem iz Ljutomera. Zrastel sem na mali ekološki kmetiji, katero sta skrbno negovala Jaka in Ana. Kako je po tebi ime? Je vprašal Andrej. Jaz sem Irfan, prihajam iz Egipta. O, Egipta? To je pa tako daleč. Kako to, da si se znašel tako daleč od svojega doma? In tako je Irfan začel pripovedovati svojo življenjsko zgodbo. Zrasel sem v vročem Egiptu. Ker je tam zelo vroče, so me morali kar naprej zalivati, da se nisem posušil. Da bi zrasel čim večjega Irfana, so me zalivali z umetnimi gnojili in škropivi. Joj, kako je bilo grozno, še sedaj me duši, če samo pomislim na to. Ko sem bil že dovolj velik, so me odpeljali v hladilnico. Tam so me najprej narezali na rezine in kar je bilo najhuje, zamrznili so me. Več mesecev sem bil zamrznjen. Nato so me peljali v hladilnici tovornjaka, nato v hladilnici ladje, dolgo pot po razburkanem morju, vse dokler nisem prispel v ljutomersko trgovino. Od tam me je Janova mama spet pripeljala domov in ponovno zamrznila. Andrej je z odprtimi usti poslušal Irfanovo zgodbo, sam ni prepoznal tega zadošljivega občutka, saj je Andrej zrasel na mali ekološki kmetiji, katero sta skrbno negovala gospodar Jaka in gospodarica Ana. Včasih sta mu celo tudi zapela, pri tem pa nista uporabljala nobenih umetnih gnojil. Zalila pred hrošči vas brani.
Ana sta samo pridelovala kompost, na katerega sta zlagala odrezke sadje in zelenjave. Velikokrat je Andrej slišal govoriti Jako in Ano o tem, da bo zrasel velik krompir, ki bi bil ponos vsakemu kmetu. Irfan, ki ni prepoznal tega občutka, je z velikimi in odprtimi usti poslušal Andrejevo zgodbo. Andrej, ti imaš pa res krompirjevo srečo, mu je dejal. Jan, ki je ves ta čas prisluškoval krompirjema, je z njima podoživljal vse, o čemer sta pripovedovala. Mami, a si vedela, da je krompir pripotoval iz Egipta in škropili so ga z raznovrstnimi strupi in ni mogel dihati in zamrznili so ga. Jan, odkje pa sedaj vse to tebi, je rekla mama. A po kratkem premisleku je nadaljevala. Zamrznjeni krompir kubim, ker mi včasih zmanjkuje čas za pripravo svežega. In če malo bolje premislim, je ekološko pridelan krompir res našemu zdravju in okolju bolj prijazen. Poleg tega pa daje delo našim kmetom, ki z ljubeznijo gojijo hrano za nas. Vidim, da bo zrasel v velikega ekologa, je povedala mama in stisnila Janu poljubčkana lica. Klara, še vedno se mi vrti tista pesem, ki smo jo na začetku zapeli. Kako že gre? Katera že? A tista? Obleci si predpasnik. Ja, no otroci, pa jo zapojmo vsi skupaj.